Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali zajčka po imenu Hopek. In Hopek si je nadvse želel postati velikonočni zajček. Mu je uspelo? Kdo bi vedel? Najbolje je, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Hopek in velikonočni zajček. Hopek je zamišljen sedel na travniku. Mami, a jaz sem pa zdaj kar za zmeraj beli zajček dolgouhec? Seveda, lumpek, sicer boš res še zrastel v velikega belega zajca, toda ostal boš dolgouhec. Za zmeraj. Ampak mami, jaz bi raje bil kakšna druga žival, recimo ptiček. Letal bi, lej, takole bi letal, je vrisknil Hopek in skočil čez mamico. Ja, lepo, ljubček, vendar to ne gre. Zajci ne letamo, zajci skačemo in tekamo cik-cak. Hopek in njegova mamica sta odskakljala na grič. Mami, zakaj smo vsi zajci enaki? Jaz bi bil rad drugačen. Saj nisi tak kot ostali, ti si čisto poseben zajček. Beli zajček si in vrh tvojega desnega ušesa je živo moder. Tvoj prijatelj Martin je rjavi poljski zajec. Ti živijo v dolini. Nekje daleč proč pa živi tudi velikonočni zajček. In kakšen je ta, mami? Velikonočni zajček je skrivnosten zajček. O njem pripovedujejo nenavadne zgodbe. Menda je hitrejši od vetra in ko se skrije v visoki travi, ga niti sokol ne more najti. Prav zato velikonočnega zajčka še nihče ni videl. Mami, prosim, povej mi še kaj. Velikonočni zajček se ne boji ne lisice, ne volka. In vsako leto pred veliko nočjo hodi od kurnika do kurnika, zbere jajca in jih previdno odnese domov. Pobarva jih in jih okrasi. In potem jajčka niso več jajčka, pirhi so. In zajček jih dobro skrije. Otroci pirhe poiščejo in se z njimi igrajo. Več pa ne vem. Krasno, mami, tudi jaz bom velikonočni zajček, je poskočil Hopek in jo obral na potep. Kaj je že rekla, mami? Velikonočni zajček je pogumen zajček, še lisica se ne boji. In Hopek jo je mahnil naprej v gozd lisico iskat. Hitro jo je našel. Prebrisanka je smrčala v prekucnjenem votlem deblu. Če bi mami videla, kako zelo pogumen sem, je dahnil beli zajček. Že od nekdaj je namreč mislil, da je zvitorepka hudo nevarna, ampak zaspanka je bila videti strašansko prijazna. Toda, gorje, naenkrat je planila iz debla in šavsnila po zajčku. Nesramnica se je le delala, da spi in tako pošteno potegnila za nos vso okolico. Ubogi Hopek je komaj ušel. Cik-cak, cik-cak, cik-cak. Potuhnil se je v travo in od strahu niti dihati ni več upal. Ne, hitrejša od vetra pa še ni. Lisica se je na srečo hitro naveličala skrivalnic in odkorakala nazaj v gozd. Joj, biti pravi velikonočni zajec sploh ni lahko, je smrknil Hopek. Čisto počasi je zlezel iz trave in zagledal rjavega zajčka. Dober dan, je rekel ta. Dober dan, ali si ti velikonočni zajček? Je bleknil Hopek. Jaz, trap, saj veš, da sem poljski zajec. Kdo je pa tisti tvoj? Hopek je brž povedal zgodbo o veliki noči, zajcu in jajčkih in dodal še: Jaz bi rad postal velikonočni zajček.
Rjavi poljski zajček je bil navdušen. Poiščiva kak kurnik. Nesti jajca domov res ne more biti težko. 1, 2, 3 sta našla kokodajse. Rada bi bila velikonočna zajčka, sta jim zaupala in jih prosila za jajca. O, naj bo, potepina, ampak vsakemu dam le 1. In pazita, da se nobeno ne razbije, je odkodakala prijazna debeluška. Hvala, gospa, ker brez skrbi bodite, je pokimal poljski zajec. Pridi, greva k moji mamici, ona vse zna, gotovo nama bo pomagala okrasiti. Ojoj, sredi poti je hopko spodrsnilo, padal je na brčice, rjavi poljski zajec je telebnil čez prijatelja in veselja je bilo konec. Bum, fres, čmok. Au! Ostale so le bele in rumene packe in koščki lupin. Reveža sta se pricmerila domov. Ne jokajte, potepuščka. Velikonočni zajček je pač le eden in prav zato je res nekaj posebnega. Glejta, pritekajo ji mimo in tudi vama prinesel darilo, ju je potolažila Hopkova mamica. V travi je ležal ogromen pirh, prava pravcata pisanica. Juhuhu, jajček in pol, je še zavriskal Hopek, nato pa od utrujenosti omahnil mehko travnato posteljo. Lahko noč, Hopek. Je kako prikupen je bil tale Hopek, kaj ne? In takšno željo je imel postati velikonočni zajček. Ampak ta je najbrž res samo eden. Kdo ve, kaj zdajle vse počne? Ampak je pa Hopek spoznal novega prijatelja, Martina, s katerim se bosta sedaj lahko igrala in cikcak tekala po travnikih in gozdovih ter uživala v igri. Tako, otroci, pokukajte še med ostalimi pravljicami, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Sedaj se jih je pa nabralo že kar precej. Le poglejte. Zagotovo boste našli kakšno, ki vam bo všeč. Lepo se imejte, pozdravite Hopka, če ga srečate, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Džukanu, ki ravno danes, 24. februarja leta 2026, praznuje svoj 7. rojstni dan. Dragi Džukan, vse najboljše in najlepše. Naj bodo tvoji dnevi polni zabave, smeha, iskrivih presenečenj in zgodb, ob katerih se bo še dolgo nasmihal. In ker zelo rad prisluhneš zabavnim in malce navihanim pravljicam, te danes čaka prav posebna zgodba. Namreč spoznali bomo Petelina Popija, ki je bil prepričan, da je leteti čisto preprosta stvar. A včasih nas življenje nauči, da ni vse tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici zaslavljenca Džukana, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Bonte z naslovom O petelinu, ki je hotel leteti. Petelin Popi je zdolgočaseno postopal po kmetiji in opazoval, kaj počnejo živali. Kam pa odhajate? Je vprašal raco, ki je svoje račke postavljala v vrsto. Na račjo pečino, mu je rekla raca. Učile se bodo leteti. Petelinu Popiju se je to zdelo nadvse zanimivo. Z vami grem, se je odločil. In so šli. Na vrhu pečine
je mama raca račke podučila, kako morajo leteti. Najprej močno razprite peruti. Nekajkrat zaprhutajte na mestu, da se ogrejete, nato pa tecite proti robu, dokler vam ne zmanjka tal pod nogami. Ko boste v zraku, nožice skrite pod perje in se prepustite vetru. Ga? In kako se spustimo spet na tla? Je zanimalo najmanjšo račko. Zmeraj počasneje mahajte s perutmi, je rekla mama raca. Teža vašega telesa vas bo vlekla k tlom. In potem jim je pokazala, kako naj to storijo. Poletela je čez pečino, se dvignila visoko v zrak in se spet spustila na tla. Nič lažjega, je bil navdušen Petelin Popi. To zmore vsak, kdor ima peruti. In jaz jih imam, pa še lepše so kot tvoje. Se je postavljal pred raco. Raca ob njegovem šopirjenju ni izgubljala besed. Toda ko je Petelin Popi stopil k pečini, da bi poletel, ga je posvarila. Na tvojem mestu tega ne bi storila, je rekla. Pa, le zakaj? Se je začudil Petelin Popi. Nisem še videla petelina, ki bi poletel višje od strehe kokošnjaka. Ga je skušala odvrniti raca. Saj ne bom poletel navzgor, ampak navzdol, je v odgovor zakikirikal Petelin Popi. In je pri priči vzel zalet in se spustil s pečine. Račke so prestrašeno opazovale, kako se je boril z vetrom, višino in svojo težo. In bolj kot je zamahoval s perutmi, bolj ga je obračalo in ga vleklo navzdol. Celo jadrati je poskušal. A še do 10 niso uspele prešteti, ko je leteči Petelin z vso silo treščil naravnost med pekoče koprive. Au! I! Ho! Hej! Je bilo vse, kar so slišale. Zdaj mu pa hitro priletimo na pomoč, je svojim račkam, potem ko jim je razložila, zakaj petelini ne morejo leteti, naročila raca. In račke so druga za drugo varno poletele s pečine. Si še v enem kosu? Je zanimalo raco, potem ko je Petelinu Popiju pomagala iz pekoče kopeli. Petelin Popi, ki se je otepal vseh mogočih bolečin, pa je jezno zabrusil. Tvoji nasveti o letenju niso samo neuporabni, ampak tudi nadvse nevarni. Prav imaš, mu je pritrdila raca. Uporabni in varni so samo za race, ne pa za peteline. In tako se je zgodilo. Petelin Popi se še do danes ni sprijaznil, da je ptič, ki ne leti. Zato pa mu njegova petelinja domišljavost narekuje, da svoje perje kljub vsemu ponosno razkazuje. Kako zabavna in hkrati poučna zgodba. Petelin Popi je spoznal, da ni vsak nasvet pravi za vsakogar. In da je včasih dobro najprej poslušati, razmisliti in šele potem leteti. Dragi Džukan, naj te ta pravljica spomni, da je pogum čudovita lastnost. Še lepše pa je, če ga spremljata modrost in malce previdnosti. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zabavnim pravljicam, ki kar zvabijo na smešek na vaš obraz. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček slavljencu Džukanu
in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, kdor visoko leta, nizko pade. Zelo zabavna pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali zajčka in pa njegove prijatelje. Ampak ti prijatelji so nekaj posebnega. Malce drugačni so. Zelo me zanima, kateri prijatelji so to. Tudi vas, kaj ne? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Zajček in njegovi prijatelji. Kdor ima prijatelje, temu je dobro, je rekel zajček sam pri sebi. V dvoje je vse lažje. Zaklenil je svojo hišo in se podal k drugim zajcem, da bi poiskal prijatelja. Toda to ni bilo tako enostavno. Ha, je rekel debeli Stanko. Ti bi rad bil moj prijatelj? Ha, to je pa res smešno. Premajhen si še, zajček. Pridi spet, ko zrasteš. In potem se je smejal in se držal za debeli trebuh. Prijatelj, je momljal spretni Pavle in pri tem urno poskakoval po svoji delavnici. Za prijateljstvo nimam časa, zelo sem zaposlen. Barval je 10 pirhov hkrati, packal, risal s čopičem in lepil slike nanje. Pa se je do velike noči še dosti časa, je rekel zajček. Pavle pa ga sploh ni več poslušal. Zajček je bil zelo žalosten. A ker je bil že na poti, je šel kar naravnost naprej. Hodil je dolgo, ne da bi vedel, kam bo prišel. In nekega dne je prispel do mavrice. Zajček je ostrmel. Še nikoli ni videl kaj tako pisanega in sijočega. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla mavrica. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel sredi rdeče, rumeno, zeleno, modro vijoličnih barv in bil nadvse vesel, da je srečal mavrico. Povedal je, zakaj potuje, in mavrica ga je poslušala. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo kot pisana mavrica, je rekel zajček. Mavrica pa mu je za spomin podarila lonček mavrične barve. Zajček je šel naprej. Hodil je in končno prišel k soncu. Dolgo pot si prehodil, zajček, je reklo sonce. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel na zlato posteljo in sonce ga je grelo. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Sedaj vem, da je prijateljstvo nekaj toplega, je rekel zajček. In sonce mu je za spomin podarilo lonček sončevega zlata. Zajček se je poslovil in odšel. Hodil je in končno prišel k luni. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla luna. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel v nežni srebrni lunin sij in zaspal. Luna pa je bedela nad njim. In ko se je zajček prebudil, sta bila z luno že prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo nekaj milega in nežnega, je rekel zajček in se poslovil. Luna pa mu je za spomin podarila lonček luninega srebra. Zajček je hodil in nekega dne je spet prišel domov. Odprl je svojo delavnico
in ker je bil že čas za barvanje pirhov, je pričel delati. Pobarval jih je z mavrično barvo, sončevim zlatom in luninim srebrom. Spominjal se je mavrične živahnosti, sončeve zlate topline in luninega milega srebrnega sija. Zajček je bil zelo srečen. Pirhi so bili tako lepi, kot še nikoli poprej. Bili so pisani kot mavrica, se svetili kot sonce in lesketali kot luna. In tistim, ki so jih na velikonočno jutro našli, so pripovedovali, kako dobro je, če imaš prijatelje. A še kako resnično je tole vse skupaj. Prijatelji so kot zaklad. In prijateljstvo je treba negovati, kajti nikoli se ne ve, kdaj nastopijo kakšne težave in takrat nam bodo prijatelji zagotovo priskočili na pomoč. Tako kot so zajčku, njegovi nenavadni prijatelji, priskočili na pomoč. Taka zelo simpatična pravljica, kaj ne? Še več pravljic pa vas čaka v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček, kamor le pokukajte in zagotovo boste našli kakšno pravljico, ki vam je všeč. Do prihodnjič pa se lepo imejte, uživajte v prijateljstvih, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupnega petelinčka, ki se je zaljubil. A vendar je njegova izbranka precej drugačna. Ker pa pregovor pravi, da ljubezen ne pozna meja, verjamem, da sta zaljubljenca srečna še danes. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti slovenski pravljici z naslovom Petelinček se zaljubi. Za kurnikom je bila mlaka, ki sta jo obraščala močvirska trava in trstičje. Tam so gnezdile race s svojimi mladiči. Na pomlad je petelinček opazoval, kako je mama raca učila svoj zarod plavati. Ni in ni mu šlo v glavo, kako jim to uspe. Saj je že večkrat poskušal, a se je zmeraj, ko je krempelce pomočil v vodo, kar naježil od mokrote. Da bi stopil malo globlje, niti pomisliti ni upal. Račke pa so plavale z ene strani mlake na drugo stran, se potapljale in veselo gagale. Na suhem so nato otresale svoje perutničke, da so kapljice pršile vse naokoli in poškropile tudi petelinčka. Le kako lahko tako majhne plavajo kar čez celo mlako? Se je na glas spraševal petelinček. Mama ga je potem poučila, da račke nimajo krempljev, ampak plavutke, s katerimi odrivajo vodo in drsijo po gladini. Kokodak, med tvojimi kremplji ni plavalne kožice, zato ti noga potone. Kure pač ne znamo plavati. Petelinčku ni dalo miru. Še in še je hodil opazovati račke in upal, da se bo morda le lahko tudi sam naučil plavati. Tuhtal je o tem, medtem ko jih je občudoval, kako so z vsakim dnem znale kaj novega. Potopile so svoje kljunčke in glave globoko pod vodo in z dna nabirale hrano. Minili so tedni, a petelinček kljub želji, da bi splaval, ni zmogel moči stopiti v globljo vodo. Gaga, si pa res zabaven, ga je nekega dne ogovorila račka. Saj vem, jo je sramežljivo pogledal od strani. Tako rad bi se naučil plavati. Plavanje je najbolj enostavna reč na svetu, mu je zatrdila račka. Naučila te bom, preden prešteješ do 3, je bila prepričana. Toda v naslednjih dneh je ugotovila, da ne bo šlo tako zlahka. Petelinček se je bal, da ne bi utonil.
zato sta se na bregu Mlake raje pogovarjala. Račka mu je pripovedovala, kdo vse živi v vodi, kakšne so poti med travo in trstičevjem, pa tudi o tem, kakšen je svet pod vodo. Vsak dan je Petelinček komaj čakal, da vidi Račko. Ko je plavala čez Mlako, mu je srček začel hitreje biti in zdelo se mu je, da niti ena putka na tem svetu ni tako lepa, kot je ona. Nekega dne ji je to tudi povedal. Veš, tako lepa si kot sonce. Edino sonce je še take barve. In če se sonce skrije za oblake in ti priplavaš, se zdi, da je posijalo drugo, še lepše sončece. Tudi jaz sem vesela, ko te zagledam na bregu in vem, da me čakaš, mu je odvrnila Račka. Občudujem tvoje pisane barve in rdeč grebenček na glavi. Noben racak ti ni podoben. Petelinček se je zvečer ves blažen vračal v kurnik. A preden je vstopil, je zaslišal kokoši, kako so opravljale. Naš mali se je zaljubil, je izkokodakala ena. Ja, na ves glas se ji dobrika, kako lepa je. Lepa si kot sonce, je druga oponašala Petelinčka, visoko dvignila kljun in se je kokodajsajoče zahihitala. Ljubezen je slepa, je zakokodakala tretja. Bo že še spregledal, da ni prava zanj. Ljubezen je kot voda, nevarna, če ne znaš plavati, je modrovala stara kokoš. In naš Petelinček zagotovo ne zna plavati. Kokodak, kokodak, je hripavo dodala. Sklonjeno glavo je stopil k mami. Sram ga je bilo, da so ga spregledale. Pa, nikar se ne oziraj nanje, ga je mama potolažila. Najlepša na svetu je prav ljubezen, saj v srce pripelje nekaj lepega, ga napolni srečo in veseljem, je zasanjeno zavzdihnila. Pa boš videl, pa da boš vedel, ljubezen lahko gore premika, mu je pomežiknila. Tega Petelinček ni povsem razumel, a je pomirjen in srečen potonil v globok sen. Drugo jutro, takoj ko je odpel svoj jutranji obred na plotu, je odhitel do Mlake. Osupal je tam zagledal Račko. Danes sem te pa prehitela, ga je veselo pričakala. Imam prav posebno presenečenje zate. Pridi, ti pokažem. Zaplavala je čez Mlako, Petelinček pa je stekel okoli na drugo stran. Tam je Račka iz trstičja potegnila majhno leseno korice, na katerega je bila pritrjena vrvica. Prosim, vstopi v čolnič, ga je povabila. Čeprav se je čolniček zamajal, je Petelinček pogumno stopil van. Račka je s kljunčkom prijela vrvico, zaplavala in čolniček s Petelinčkom povlekla vse do srede Mlake. Potem pa je plavala od enega brega do drugega, pa počez in nazaj in še in še. Oba sta neznansko uživala in Petelinček je zdaj vedel, zakaj ljubezen gore premika. Prav zares čudovita pravljica, kaj ne? In še res je, ljubezen ne pozna meja. In vse pohvale Petelinčku, da je odlično prenesel zbadeni kokoši iz kurnika, ter pa seveda Rački, da je razrešila težavo s Petelinčkovim strahom pred vodo. Res, izjemna pravljica o ljubezni, ki premika celo gore. Bravo! In kot sem rekla, verjamem, da zaljubljenca še sedaj srečno živita in uživata. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Zaljubljeni žabec. In naj vam prišepnem, tudi žabec se je zaljubil v Račko. Prijazen pozdravček vsem in iskrena hvala, da s takšnim navdušenjem spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pravljica presenečenja. Namreč ravno na današnji dan, 16. maja leta 2024, praznuje svoj 4. rojstni dan Aljaž. Aljaž, vse najboljše ti želimo. In pravljico presenečenja ti poklanja nihče drug kot tvoja sestrica Anika. Anika, super ideja. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zajec, zajec, zajec. Edinec sem in tako mi je najbolj všeč. Sosedova lisica pravi, da je rada v družbi zajcev. Več jih je, bolj je veselo, pravi. Jaz pa je ne razumem. Všeč mi je, da je vse samo moje. Moja roža. Moji korenčki. Moja pretegovalnica. Moja soba. Ampak starša sta mi nekaj povedala. Na lepem nisem več njun edini otrok. Nič več nimam vsega samo zase. Sestra je poteptala mojo rožo. Pojedla moje korenčke in zdaj drema v moji pretegovalnici in v moji sobi. Postaviti moram nekaj pravil. Tvoja stran, moja stran. To deluje. Dokler nimata starša še več novic. Pa še več in več. Nekaj moram narediti. Takrat se spomnim lisice. Bi ti pazila na te zajčke? Z veseljem. Ja! Zdaj sem spet sam. Sam. Še vedno sam. Čisto sam. Potem grem k sosedi. Boš prišel noter še ti? Več vas je, bolj je veselo. No prav. In na mojo veliko grozo nam je prav lepo. Samo poglejte jih. Prav zares jim je lepo, kaj ne? Kako čudovita pravljica. In verjamem, da je zajčkom še danes lepo. Seveda s prihodom novega družinskega člana, bratca ali sestrice, pride do sprememb. A že čez leto ali dve je vse drugače. Bolj zabavno, prijetno ter igrivo. Za vse skupaj pa je potreben le čas. Super pravljica. Anika, najlepša hvala za idejo o pravljici ter super idejo, s katero si zagotovo razveselila svojega bratca Aljaža. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Preveč korenja, v kateri boste prav tako spoznali zajca, ki je naravnost oboževal korenje. In to tako zelo, da je njegov brlog postal premajhen. In tako se je podal na pot za novim, večjim domom. In pri tem so mu seveda pomagali njegovi prijatelji. Prijeten pozdrav Aljažu ter Aniki, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte, radi se imejte in se kmalu spet poslušamo.
Čau, čau. Luštna pravljica.